Hello, Maja Kevc je z mano. Maja, kako si? Zdravo, Nataša. Evo, super sem. Danes mi je malo vroče, čeprav ne izgleda tako, ampak malo mi je vroče. V bistvu so mi všeč ta poletja, deževna, pa verjetno sem edina. Pa ful si napravljena, kaj pa kratke rokave. Ja, saj ti pravim, taki švedske še vedno vlečem ta hlad dol na jug. Super. Ej, ful sem vesela, da si se odzvala mojemu povabilu, da naredim en pogovor o glasu. Ja, sem zelo vesela povabila. Veš, mi te vsi poznamo kot tako res dobro pevko z norim glasom, z super kontrolo nad svojim glasom, vse tiste okraske, ki znaš delati, z ne vem, top karizmo. Tako bi te mi upisala, ne? Mene pa bolj zanima danes, kako ti dojemaš samo sebe kot pevko, pa kako ti dojemaš svoj glas. Tako da moj prvo vprašanje je, kako se ti počutiš, ko poslušaš svoj glas? Dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da sem rabila kar nekaj let, da sem se v bistvu navadila na svoj glas, ker seveda pač, ne, ko mi slišimo sebe nazaj, je to malo drugače, kot pa to, kar slišimo, kadar pojemo. Pa tudi nekaj let sem v bistvu potrebovala, da sem našla tisti svoj glas, svoj izraz. Da sem se naučila temu zaupati, da sem vzljubila to, kar je, to, kar sem. Da sem opustila malo to kritiko, ker je bila na začetku zelo prisotna. Ne vem, zdi se mi, da mogoče vsako leto se učim nekako bolj sprejemati, da pač smo vsi različni, da ima vsak nekaj unikatnega in da pač je to tisto, kar je najbolj pomembno. Tako da definitivno se vedno da kaj nadgraditi, popraviti, izboljšati, ampak vse tako je v življenju vse. Zakaj ti misliš, da nam je tako težko slišati svoj glas? Tako, ker se mi zdi, da recimo 9 od 10 ljudi je tako, sam ne. Po mojem zaradi tega, ker je glas ena taka zelo intimna stvar, ker se mogoče počutimo malo razgaljene na nek način. To je edini inštrument, ki ga ne moreš videti, ne, ki ga moraš začutiti in nekako se ne moreš skriti za njim. Za kitaro se ti lahko malo skriješ, za klavirjem, ne, se malo zabakadiraš, ampak za glasom pa se ne moreš in se mi zdi, da je to mogoče tisti faktor, kjer pa mora vsak pri sebi najti en tak safe space, pa biti dejansko s tem, da si ranljiv, da si pustiš eksperimentirati, da si pustiš napake, da v bistvu glas ne rabi biti perfect. Za mene ni petje to, da moraš ti biti pitch perfect, pa ne vem, ne vem, kaj vse v bistvu izvajati v resnici, ampak se mi zdi, da je najbolj pomembna tista iskrenost. Delivering the message at the end of the day. Ja. A se ti zdi, da se to najbolj naučiš s tem, da sam poješ in se poslušaš in poješ in se poslušaš, ali imaš kakšen drug recept za to? Mislim, da je absolutno, pač zato, da ti dosežeš nek level pač of mastery. Moraš začeti kamenčke zlagati, ne, na kupček počasi in seveda več, ko imaš tega znanja, več, ko imaš nekih orodij, lažje se izražaš in lažje sporočaš to svetu, kar pač je v tvoji notranjosti, ne. Zdi se mi pa, da je glasba, vsaj v mojem primeru, je tak, da je gre zelo tesno skupaj z življenjem. Tako da glasba je v bistvu moje življenje, ne, in je to nek vzvod, skozi katerega se najlažje in najbolj precizno izražam. Tako da, tako kot se moja persona spreminja, pa tako kot življenje teče, se na nek način tudi glasba skladno s tem zelo poklaplja, no. In zato sem jo tudi jaz mogoče vedno malo drugačna. Ali pa, ne. Ne vem, to se mi zdi, da je tako zelo, glasba ima eno tako zdravilno vibracijo, no. Saj je vibracija, ne. Ja, itak.
Ker se mi zdi, jaz recimo sem tebe prvič videla na Talentih, ne? Prej si rekla, da si bila da prej lahko pogledamo en posnetek, si bila pri Hribarju, ne? Ja. Ampak recimo se tebe že tam spomnim in se mi zdi tako, wow, kakšen talent, ne? Ampak tako zdaj, ko te gledam, tako vsakič, ko prideš iz tujine v Slovenijo, pa imaš kakšen nastop, se mi zdi, da si še bolj avtentična, da še bolj obvladuješ svoj glas, no? Ampak tako, ko si rekla, kakšna so tista orodja, recimo, čisto tako dobesedno, če te zdaj nekdo posluša, ki bi, veš, rad to delo na petju, kaj bi ti predlagala, se pravi, kaj bi ti predlagala? Kaj so tvoji recepti, ki bi nekomu na začetku predlagala? Preden nekdo, ki bi se odločil za učenje, ne? Mislim, za lekcije. Za lekcije. Za kariero. Za kariero, kaj meni se zdi. Za kariero. Tako, ja. Mi imamo vedno, ne, kot ljudje, eno težnjo, da si želimo ful stopničk preskočiti. In je to potrpljenje najtežje na začetku. Ker bi takoj radi zveneli kot, ne vem, Christina Aguilera, pa posnemamo, pa imamo svoje idole, tudi jaz sem šla točno čez vse te faze. Ampak to je naravno in mogoče bi... Težko je preskočiti te neke faze, ne? Logično, da imaš neke idole in pač si želiš zveneti tako kot nekdo, ki ga občuduješ. In s tem v bistvu ni nič narobe. Jaz bi rekla, da bolj, ko nekako raziskuješ svoj glas s tem, da tudi na nek način posnemaš nekoga drugega, ker se s tem tudi naučiš, ne? Različnih tehnik, pa placementa, pač vseh teh stvari. Mogoče je to res tisti začetek, da posnemaš svoje idole, da se učiš, ne, da vidiš, da raziskuješ. Potem je mogoče naslednja faza, da začneš mogoče malo bolj sam ugotavljati, kaj je tebi dejansko res všeč, pa kaj je ta nek tvoj izraz, da mogoče začneš to malo bolj negovati. To bi jaz rada ful spodbujala pri vseh ljudeh, da get in love with yourself, kar je najtežje, ne? Ampak, ja, meni je recimo ful dalo to, da sem ogromno improvizirala, da sem včasih tudi ure in ure doma pela na mikrofon preko nekih inštrumentalov, ki mogoče sploh niso bile pesmi, ampak sem se igrala, sama sem si izmišljevala melodije, ritme, raziskovala sem in tako se mi zdi, da več tega počneš, bolj imaš občutek neke celote in kaj vse je možno, ne. Potem pa itak pridejo stvari nekako same od sebe. Fajn je, če imaš kakšne lekcije, da malo veš, kaj delaš, da se ne skuriš, ker sem tudi jaz imela recimo ful težave s petjem oziroma z mojim vokalom na začetku. Sem imela tudi polipe, preden sem šla študirati. Pa bila sem brez glasu in tako naprej, ker pač sami razvijamo, ne, en tak refleks, ki nam nekaj časa funkcionira, dokler ne več. Pa te mogoče nekdo lahko malo vodi, pa ti da neka orodja, ki so mogoče na začetku malo čudne, ker jih nisi navajen, pa sploh, ko se nazaj slišiš, to mi je recimo pri tebi ful všeč, da posnameš, ne, učenca. In to se jaz tako noro spomnim, ko smo midve imele prvo uro. Ko sem slišala nazaj, pa sem bila tak, to res boljše zveni, ne. Res ful boljše, ful se nisem navajena, ne poznam tega glasu, ampak wow, ne, ker tak nov svet se mi je odprl in mislim, da moramo biti samo odprti. Ne se bati raziskovati sežnosti sveta. Moja kamera je rekla, ja, strinjam se. Super. Sej v bistvu moje naslednje vprašanje je bilo, kako ti skrbiš za svoj glas? Malo si zdaj že povedala, kakšne vaje ali pa tako, kaj si ti ugotovila pri svojem glasu, razen to, da si zdaj rekla mogoče neko tehniko, da malo popraviš, ali še kaj drugega tazga, ki zdaj recimo moraš še vedno skrbeti za svoj glas, ali zdaj načeloma si nekako najdla način, kako lahko zdravo poješ dalj časa, pa brez da si utrujena? Vidim, da je spanec tu glavnega pomena, da če dolgo časa ne spim, da to res vpliva na moje glasilke. Zdaj mogoče, jaz imam recimo, ker sem iz Štajerske
zelo nizko postavljen glas. In zaradi tega sem dostikrat tudi bila hripava in sem obremenjevala svoje glasilke. Potem sem pa na eni točki začela mogoče malo više govoriti in tudi, če sem zunaj, pa se glasno pogovarjam, še vedno nimam občutka, da preveč obremenjujem glas. Pa seveda pač take klišejske zadeve, kot so tekočina, zdrava prehrana, gibanje, vse to dejansko vpliva, ne mogoče kaditi, ne delati nekih takih stvari, ki res ne vplivajo dobro. Včasih pa mora človek tudi malo živeti, zato ker če smo preveč zategnjeni, se tudi naše glasilke zategnejo in to pa tudi potem ni preveč dobro. Ja, tako da, ja, vse je to, mislim, glas je zelo povezan z psiho in z neko telesno pripravljenostjo na koncu koncev, ne. Tako da skrbeti moramo zase na vseh področjih, se mi zdi, da je vse to zelo povezano. Ja, a nekaj včasih bi kdo, zdaj se bom pa samo pevu, pa v bistvu na koncu je boljš, če greš na plesne vaje, pa se malo sprostiš, Res je, točno to. Ampak absolutno pa tudi obstaja nekaj, kar je pevska kondicija in to pomeni, da pač moraš dnevno vseeno uporabljati svoj glas, pa delati na tem, da si v kondiciji. Zdaj to pa moje naslednje vprašanje. Kakšen imaš ti odnos do upevanja? A se upevaš, a se redno upevaš, a se sploh, ali kaj? Čisto iskreno, po vseh teh letih bi se lahko definitivno malo več, ampak ja, mislim, se takoj začutim, že ali sem odprta, ali je karkoli, if I'm rusty or not. Ampak ja, zelo, zelo rada uporabljam to slamico za začetek, pred kakršnim kolim sessionom ali pa recimo nastopom. Potem pa naredim par nekih opevalnih vaj, ampak ne mogoče tako dolgo, kot pa je bilo to potrebno prej. Se mi zdi, da hitreje pride noter, pa tudi mogoče, ker sem vsakodnevno to upeta in imam občutek, da sem itak v kondiciji. Začutim, kadar dosti pojem, da je ta trenutek, ko se mi glas odpre, hitreje pride. Super. Ja. Ti si zdaj že kar nekaj časa v tujini, ne? Najprej si bila na Nizozemskem, potem si šla v Štokholm. Vem, da se res rada vračaš v Slovenijo, to vem, ampak se mi pa zdi, da si pa v bistvu so pa tvoji plani pa cilji, da bi rada uspela v tujini. Ne? Pa me malo zanima, s čim se recimo, s čim se soočaš, pa s kakšnimi težavami se soočaš, ko hočeš uspeti v tujini, no? S čim se pevci soočajo? To je esej bi lahko o tem napisala. No, malo nam povej to. Bom probala malo strniti. Jaz sem ugotovila v vseh teh svojih letih, da it all comes down to what do you want? Who do you want to be? In življenje nas itak uči vedno, da moramo biti res iskreni samim sabo, da vidimo res, kaj so naše želje, kaj so mogoče želje koga drugega, kaj so mogoče neka pričakovanja iz okolice, ki niso mogoče čisto to, kar si mi želimo in čutimo. Jaz sem pač tak človek, da se mi ni težko boriti za nekaj, v kar verjamem, pa kar imam rada in pač tak se lotevam vsega, ne. Na začetku so bile moje inspiracije, seveda, želim si peti na ogromnih odrih, pop zvezda, potem pa sem šla v tujino in sem ugotovila, da je ogromno nekih načinov, pa da tudi uspeh je zelo relativen, ne. Kaj za to pomeni v bistvu biti uspešen? A to pomeni, da moraš biti na vseh naslovnicah in da moraš biti top of the top? Mogoče, ali biti uspešen to, da rad delaš to, kar delaš, ne? In čez leta se je pokazalo, da imam res toliko rada glasbo, da mi to res toliko pomeni, da mi je najbolj pomembno, da rada delam to, kar delam in da delam z ljudmi, ki so mi podobni in da je pač v bistvu bolj proces tisti, ki je pomemben, kot pa tista neka končna destinacija. Zato, ker če je poanta samo v tem, da si želimo neke slave in neke končne destinacije, je to zelo tanek led, ne? Ker
in v bistvu nimamo toliko kontrole, pa skozi iščemo srečo nekje v prihodnosti, kar pomeni, da v bistvu zamudimo vse, kar se nam dogaja zdaj, kar je pa itak vedno je vse, kar bomo imeli, kadarkoli. Ne. Tako da to je mogoče malo težje razložiti ljudem, ki so mladi in tako kot sem jaz bila polna, ne, si želiš, vidiš te stvari, te mika, vidiš samo vse vidiš v najlepši luči. Ampak glasbena industrija je na koncu dneva res posel, ne. In včasih tudi jaz, recimo, sem velikokrat šla na oder z nasmeškom, pa mogoče nisem bila tako vesela. Ali pa se nisem imela tako fajn, ne. Ogromno je nekih stvari, ki jih ljudje pač ne vidijo, ki so v ozadju, ki pa so res, pa nočem nobenega strašiti, ker je pač lahko to tudi zelo lepo življenje, vse odvisno, kako si sami to naredimo. Ampak vse tako kot vse v življenju ne more biti samo lepo. In brez trdega dela in brez nekih odrekanj in brez nekih preizkušenj ni tistih stvari, ki zares štejejo, pa ki so res lepe. Ne. Tako da to, samo da priješ na oder, je samo tista češnjica na torti. Ne. Vse ostalo zadaj je pa res trdo delo in hitreje, ko ugotoviš, kaj si želiš sporočati, kdo si, lažje ti je. Drugače pa pridejo ljudje in ti pač vedno, sploh če si tak talent, ne, izrazit, bodo vedno prišli ljudje, ki bodo iz tebe želeli narediti nekaj, kar je v njihovih očeh, ne, na način, kot oni tebe vidijo. In tebi je mogoče to na začetku lahko zelo mamljivo in ne, nekaj se dogaja. Ampak slej, ko prej priješ do tega občutka, da sem to res jaz, si to jaz res želim, a je to, ne? Prideš. Tak je življenje, I'm very sorry. Če se ti vse na začetku že poklopi, super, ne? Saj so take zgodbe tudi, ampak različne so, no. Tak, ja. Moraš se parkrat iti malo s poti, pa sprobati to po mojem, no? Ker se mi zdi, ko si mogoče starejši, bolj vidiš to, da se moraš imeti vsak trenutek fajn, tako kot si rekla, prej nas pa gonijo neki, kaj bom, pa kaj moram, ne? Skozi moramo, ja, in smo skozi v eni takem krču noter, ne. Zdaj pa težko je biti res povezan sam s sabo, pa z glasbo, pa biti avtentičen, če pa sej ni prostora za to na nek način, ne. Tako da, ja, različni smo si, no, ja. Ok, pa da greva samo tako eno, kaj se ti pa najbolj zgodilo v zadnjem letu glede tega, da hočeš uspeti vseeno v tujini, no? Kljub temu, da jaz razumem, da hočeš uživati sama s sabo, ampak verjetno imaš cilje in plane pa po moje fajn imeti, da imaš neko vizijo. Absolutno. In tako, kaj je bilo kaj tazga v zadnjem letu, kaj ti zdaj pade na pamet, da se ti zdi, da se ti ta vizija mogoče izpolnjuje počasi, kot si rekla, med tem, da pač uživaš sproti. Ja, jaz sem pač vedno imela tako zelo, čutila sem res strast do soul glasbe in do R&B-ja in sem res mogoče kar nekaj časa potrebovala, ker se mi je zdelo, da prihajam iz okolja, kjer tega ni toliko, ne. In se mi je skozi zdelo, kot da v bistvu na nek način imitiram nekaj, kar nisem jaz. Potem pa sem ugotovila, da to sem jaz in da jaz v bistvu temu ne morem ubežati. In sem si rekla, nimam izbire, temu moram slediti 100%. In me je bilo na začetku zelo, zelo, zelo strah, potem pa se je začelo vedno bolj izkazovati, da pa le je nekaj na tem. In hvala Bogu, živimo v dobi interneta in socialnih medijev in lahko pač prinaša ta tehnologija definitivno dosti dobrega. In sem v tem času tudi odkrila ogromno enih glasbenikov, ki jih pač zelo občudujem, ki so mogoče malo bolj skriti, niso ravno na Billboard 100, ne, top, ampak imajo zelo lepo življenje in veliko sem jih tudi na srečo imela možnost spoznati na Švedskem, pa z Jonahom, pač na potovanjih okrog sveta in mi je ta način življenja in ta način ustvarjanja glasbe dosti bolj blizu. In sem potem začela delati take kratke Instagram coverje
In je bil res dober odziv, no, ogromno teh mojih idolov je to tudi postalo, šeralo itd. In so se v bistvu začela graditi ena take povezave, no, tudi s producenti, ki so, ne vem, iz Londona, iz New Yorka, ki sem jih občudovala. Tako da zdaj v tem trenutku sem polno zaposlena s tem, da pišem, da se razvijem, da bom to tudi izdala. Everything else is in the hands of the universe. Ampak si pa želim, ja, definitivno si želim delati globalno, ne glede na to, kje bom pozicionirana in biti v teh krogih, ja. Ko si lepo zdaj to povedala. Mi ful verjamemo vate, res. Ok, da greva čisto malo še nazaj na glas. Kaj pa je kakšna taka stvar, ki jo zdaj na svojem glasu, recimo, ki si rekla, pišem, razvijam, kaj je kakšna stvar na tvojem glasu, ki se ti zdi tako, ok, tole zdaj raziskujem. A so to okraski, a je to tvoj sound, a je barva, a so višine, tako, a je kaj tazga, ker trenutno imaš tako, da se ti zdi, ok, s tem sem zadovoljna, ne? Ampak recimo tole bi pa še rada malo nadgradila pri sebi. A je kaj tazga? Ful hecna stvar se mi dogaja zdaj v tem trenutku. Eno obdobje, nedolgo nazaj sem imela, ko se mi je zdelo, da ok, zdaj sem recimo, počutim se, da imam res kontrolo nad glasom in da lahko delam marsikaj, ampak izbira recimo tonov ali pa in a key of the song. Ful mi gre ta slovenščina, angleščina, skozi imam te boje. Ja, to je pol, ko govoriš 3 jezike na dan, pa si totalno zmešan že. Mogoče, ja, izbira nekih tonov, ki niso najbolj predvidljivi. Ali pa tudi mogoče izbira nekih melodij, ki niso najbolj predvidljive, pa nekih ritmov, ne. To se mi mogoče zdi malo pač že ta malo bolj advanced stvar, ampak zadnje čase mi je pa največji izziv, kako vse to dati stran, pa iti nazaj v simplicity. To je pa težje od vsega. Res. S tem se največ ukvarjam, kako dejansko napisati komad, pa biti ok, dovolj je. Ni treba. Simple. Ni simple, ja, pač daj se osredotočiti na besedilo, na sporočilo in dodaj te stvari, kjer se ti res zdi, da pač to it just enhances the message, ne. Ne pa ni ono, ne, da moreš zdaj, ampak to je tak, se ni, da to je taka hiba. V bistvu se ujameš noter v to, ne. Bolj, ko razvijaš nekaj, bolj v bistvu želiš si več, si tak človek, da si želiš vedno več, ne, in več se hočeš naučiti, je potem to pač kar tako malo neizbežno, da začneš drveti po eni taki poti, ko stop for a moment, pa gremo nazaj, fajn se je malo vračati vedno nazaj, ja, k stvarim, k nekemu temu fundamental ground. Da se res spomniš, ne, zakaj, kaj je najbolj pomembno na koncu. Ker recimo jaz najbolj poslušam glasbo, kjer ni nobenih okraskov. Kdo bi si mislil? Zelo rada imam gospel, pa to mi je super the best, ampak tak every day, I like it simple. Ful fajn. Ja. Best. Kaj pa ti misliš drugače o petju? Tako, a se ti zdi, kaj je namen petja, no? A se ti zdi, kaj globji namen, kot sam to, da so nekateri znani pa pojejo, ali kaj bi ti predlagala nekom, ja, najprej ti to povej, ja, kaj misliš o petju? Meni se zdi, da je petje skoraj ena izmed bolj primarnih načinov izražanja človeka. In zvok je vibracija, ki ne vem, meni se zdi, da je glasba res ena taka magična stvar, ker res lahko vzbudi vsako možno čustvo v človeku. In spravlja nas v jok, dela nas srečne, nostalgične, jezne. Včasih moraš samo tisto agresijo ven iz sebe, samo dati ven, skakati, se dreti, pa je super relief, ne. Toliko je enih layerjev, da je res
ne znam si predstavljati, no, življenje brez glasbe, pa mislim, da tudi ljudje, ki se ne ukvarjajo z njo, tudi ne vem, če si ga resnici, ampak se s tem nikoli mogoče niso toliko obadali. Tako da, zelo močen vzvod za energijo, vibracijo in sporočanje. No. Pač, zdi se mi, da glasba spreminja življenje. Tak se mi zdi. Ja. Da res lahko nekomu spremeniš. Kaj bi pa rekla nekomu, ki si ful želi pet, pa ne želi biti profesionalen pevc, ampak si sam želi pet, pa se res boji pet, ker misli, da je znič. Pa se ne upa odpirati ust, ker so mu, a veš, kaj mislim? Ker mu je nekdo to rekel. Ja, ali pa pač sam se po svojem glasu misliš, da ni dosti okej, da ne poješ tako, kot tisti na talentih, a ne? In pol pač karajš ne poješ, pa si globoko želiš, kaj bi rekla? Da v bistvu sploh nima veze, mislim, ne vem, meni se zdi, da je tak, če to čutiš iskreno, pa si to želiš, ain't nobody stopping you, honey. Res, ain't nobody stopping you. Mislim, če življenje ne moramo iti tako, da se bomo skozi obremenjevali s tem, kaj si bo kdo mislil, zato ker ne bomo nikoli živeli, zares. In vedno, tudi takrat, ko boš ti najbolj ziher v sebe in ko boš ti top, bo še vedno nekdo, ki bo imel mnenje o tebi. Torej, je to neizogibno. Zakaj bi se bolj s tem človek ubadal? If it makes you happy, it's right. If it gives you joy, do it. A lot. Do it a lot. In kaj, mislim, res, tako se mi zdi, ko se odpremo in delamo nekaj, kar nas napolni in nas dela srečne, res odpremo en tak space, ki nas mogoče vodi do še nekih drugih spoznanj o stvarih, ki si jih sploh nismo mogli v tistem trenutku zamisliti. Tako da, just do it. Še toliko lepih stvari se bo hkrati odprlo s tem, ki si jih mogoče zdaj res zamisliti. Ne moramo, ne. Tako da, jaz absolutno ful podpiram to. Moraš to delati. Vsak mora to delati, ki to čuti in pa tudi, ko vidiš ta nek progres pri sebi, ne, je to res tako zadovoljstvo, da tega ti noben ne more odvzeti in tega ti noben ne more dati, ker si to ti sam naredil. In to je najlepše, kar lahko. Že zaradi tega je vredno. Evo, the best. Jaz mislim, da s tem lahko zaključiva najmanj pogovor, ker si res noro dobro vse povedala. No. Da mi povej, kje te lahko ljudje spremljajo. Sej, vem, da te veliko ljudi spremlja, če pa te še kdo ne, kje te lahko najde. Jaz bi rekla, da sem najbolj aktivna na Instagramu, Amaya Music Official, na spletni strani amayamusicofficial.com. Facebook, absolutno. Zdaj v času korone je teh koncertov malo manj, so pa. Tako da vabljeni tudi na kak koncert. Drugače pa ja. To je to. Ful bi se ti zahvalila, no, res, da nas vedno znova inspiriraš s svojim glasom, pa tudi s tem, kar si danes povedala, se mi zdi, da ravno to, te stvari, ki jih mogoče mi ne slišimo v zadnji, velikrat se ne pogovarjamo o teh stvarih, da so še bolj inspirativne, pa da nas motivirajo, da dejansko sledimo sami sebi pa svojim sanjam. Tako da res hvala, ki si vzela čas, pa upam, da se kmalu vidva. Hvala, Nataša, tebi ful. Lepo bodite! Hey, and sing!